Nadaljujemo z drugim delom, v katerem bo naša gostja odgovarjala na vaše vprašanja. Nabralo se jih je kar nekaj, upam, da bo čas za vse. Pa bom začela kar s prvim. V bistvu gre več vprašanj na isto temo, je bilo zastavljenih. In sicer, kako doseči pri mladini, predvsem pri otrocih, spoštovanje do domovine, zastave in himne ter domovinski ponos. Ali bi mogli to uvesti že v predšolski vzgoji, v osnovnih šolah, bi moglo biti več poudarka na tem? Hvala lepa za vprašanje. Jaz sem hodila v osnovno šolo takrat, ko smo se v 3. razredu naučili himno, jugoslovansko, ko so me že v 1. razredu vprašali, kdo je predsednik oziroma kdo je naš maršal. In potem sem se učila najprej, kaj je moja ožja domovina, kaj je moja širša domovina. Potem sem morala, če sem hotela petico iz zgodovine pri gimnaziji, vedeti na pamet vse ofenzive in vse partijske kongrese. In tako naprej. Danes pravimo, da smo bili v veliki meri takrat nekako indoktrinirani in da je šel ta kult osebnosti takratnega maršala nekako predaleč. S to trditvijo se lahko strinjam. Ampak, če pa nikamor noben kult ne gre, se mi pa tudi ne zdi prav. Jaz ne bi nič pogrešala, oziroma se mi zdi, da bi vsaj nekatere stvari o Sloveniji, o njeni zgodovini bilo treba povedati že v osnovni šoli. Razumem kolege zgodovinarje, ki pravijo, da je treba zgodovino obravnavati kronološko, ampak ker smo res med tistimi narodi, ki smo državo dobili šele pred 20 leti, to dejansko pomeni to, kar sem vam nakazala prej. Zadnji 2 uri v 4. letniku, ko dejansko nikogar več nič ne zanima. In poleg tega, če pogledam učbenik za gimnazijce, se mi zdi, da niso postavljena bistvena vprašanja. Da ni utrjeno tisto znanje, ki bi zahtevalo, ne vem, vprašanje. Zakaj smo Slovenci naredili svojo državo? Katere so bile tisti faktorji, ki so nas porinili iz Jugoslavije? Kdaj smo imeli prve svobodne in večstrankarske volitve in kdo je na njih zmagal? Kdaj je rojstni dan naše države? Kaj je bila koalicija Demos in kdo jo je vodil? Recimo, tako si jaz vsaj na neki, ne vem, srednješolski ravni predstavljam utrjevanje znanja. Če bi pogledali učbenike za gimnazije, od teh, kaj je poudarjeno v teh 2 urah, bi dobili popolnoma drugačno podobo. Letos je naneslo tako, da sem kar sama poslala ponudbo vsem ljubljanskim gimnazijam, da sem jim pripravljena priti odpredavati temo osamosvojitev Slovenije. Zakaj? Letos, 20 let potem, odkar imamo svojo državo, je bila prvič možnost, da bi bila pri maturi na zgodovini tema tudi osamosvojitev Slovenije. Nikoli prej to vprašanje sploh ni prišlo v obzir. Letos je obstajala možnost, da bo osamosvojitev Slovenije tema za maturo pri zgodovini. In praktično se je 99% ljubljanskih gimnazij odzvalo s povabilom in sem dijakom odpredavala 2 šolski uri. Vse se postavi pod, ne vem, kako bi rekla, pod vprašanje, kako jim narediti zgodbo o osamosvojitvi Slovenije. Pravzaprav lepo, prijazno, prikupno, z zgodbicami, ki jih zmeraj spravijo v smeh in sem prepričana, da si jo bodo večno zapomnili. Na prvi pogled jih zanima vojna, pol jih malenkost zanima še plebiscit, druge podrobnosti, fakti in tako naprej pa že ne več.
in potem jim povem, kako smo prišli do svoje zastave. Prepričana sem, da vam bojo nekoč to zgodbo povedali, če jih boste vprašali, če imate take vnuke ali pa sorodnike. Ker so to zanimive in lepe zgodbe. Slovenci smo, ko smo opravili plebiscit in se na njem z 88,5% izrekli za samostojnost. Seveda se pripravljali na to, da dobimo tudi svoje simbole. Himno smo že imeli, Prešernovo Zdravljico, potrebno je bilo še določiti grb in zastavo. Dr. France Bučar, ki je takrat vodil skupščino, je februarja leta 1991, 2 meseca po plebiscitu, objavil razpis za nove simbole. Strokovna društva arhitektov, heraldikov so razpis bojkotirala, češ, da niso bili pripravljeni dovolj strokovni kriteriji, po katerih bi se na ta razpis prijavili. In tako je v skupščino sicer prišlo nekaj predlogov, ki pa tej heraldični in siceršnji stroki niso ustrezali. Zadeva se je zapletala in zapletala, dokler smo bili 20 dni pred tako imenovano napovedano osamosvojitvijo, pa še nismo imeli svoje zastave niti grba. V čem je problem? Zastava in odločanje o novi zastavi je terjala 2/3 večino in zgolj glasovi Demosa niso zadoščali. Opozicija, ki so jo takrat tvorili prenovitelji, liberali in socialisti, je rekla, da se ne strinja z umikom zvezde iz zastave. Da so se pod to zvezdo borili narodi tudi v narodno-osvobodilnem boju in da naj zvezda ostane. Demos na to ni hotel privoliti, niti vodstvo skupščine ne, saj so rekli, mi gremo v novo državo, rabimo nove simbole. Zadeva se je zapletala tako daleč, da je Jelko Kacin, takratni minister za informiranje, ki je pripravljal scenosled prireditve na Kongresnem trgu, odšel k Francetu Bučarju in je rekel, povej mi, kakšno zastavo naj damo delati. Bistvo te naše prireditve je, da bomo na drogu spustili staro jugoslovansko zastavo in dvignili novo. Samo še 10 dni je do tega dneva, povej mi, kaj naj dam zašiti. In Bučar je rekel, ja ne vem, saj nismo še nič sprejeli. Na kar je Jelko Kacin rekel, če ne bo drugače, bomo dvignili pa belo zastavo. Na kar je dr. France Bučar v svoji znani ihtavosti seveda rekel, da bo naredil vse, da bo neka zastava sprejeta, kakršnakoli že bo. Če bi brali zapiske Komisije za simbole, bi se temeljito nasmejali. Kajti tam so dejansko dajali zraven barve kar malo tako. Če mora biti v grbu rdeča, pa dajmo še tukaj malo osvetliti, če mora biti tukaj to in to. In nekaj resnice je v tistem očitku, ki ga je potem nekoč opozicijski prvak liberalov Jožef Školč naslovil na Bučarja, ko mu je rekel, saj ste zastavo kar sami malo sem pa tja narisali. Ampak dejstvo je, da so 24. junija 1991, 2 dni pred osamosvojitveno proslavo, v skupščini z 2/3 večino sprejeli ustavno dopolnilo, po katerem smo dobili takšno zastavo, kot jo imamo še danes. Tam je bil pač zapis, kakšna naj ta zastava bo. Ker je bilo torej samo še pičlih 48 ur do te prireditve, je Jelko Kacin odobril helikopter, ki je poletel v Köln po blago za zastavo. V šivalnici Mihe Kutina so se dogovorili, da bodo zašili to lepo veličastno zastavo. Ko so jo ob 6. zvečer prinesli na Trg Republike 26.6.1991 in zastavo razgrnili, so ugotovili, da je grb zašit na koncu zastave namesto na prvi tretjini. Osnovni del scenarija, menjava zastave, jim je ob 6:30 zvečer padla. Prireditev se je začela 20:45, takrat, ko se je stemnilo.
Ljudje v našem reportažnem avtomobilu, scenaristi, režiserji so stali kot kup nesreče, katastrofa, kaj bomo naredili. Ali dvignemo napačno zastavo, ki bo vedno Slovence spominjala na to, da takrat v 2 dneh nismo znali zašiti prave zastave. In padla je odločitev, da nove zastave ne bodo obesili. Takrat pa pride mimo naš smučar, Boris Strel. In pravi, kaj pa je, nimamo zastave. Je rekel, imam jaz v avtu svojem eno, v Kuferamu. In so rekli, kako pa to? Ja, je rekel, jaz sem si jo tudi dal narediti, hotel sem vam jo podariti in vam pokazati, da to lahko naredimo, da to zmoremo, so mi jo zašili iz nekih platn, še posebej tako, ki ne premoči. Bom šel po njo. Ja, kje jo pa imaš? Ja, v avtu. Ja, kje pa imaš avto? Nekje dol na Viču, vse je vse zaprto, vse se dosem ne da. Na kar so oddrveli in Boris Strel je ob 20. uri prinesel tisto zastavo. Na kar so ugotovili, da zastava nima sponk, s katero bi jo pripeli na drog. Hitro so porezali od napačno zašite zastave sponke in jih v skupščinskem preddverju zašili na novo zastavo. In ko je bila ura 20 in 45 minut in ko so po tepihu iz skupščine prikorakali Lojze Peterle, Milan Kučan in France Bučar, ko je salutiral Tone Krkovič, ko se je postrojila častna četa Slovenske vojske, je prišel tisti trenutek. Pri skupščini se je začela iz cvilečega droga počasi spuščati jugoslovanska zastava. Prišli so vojaki v belih rokavicah in na rokah prinesli novo slovensko zastavo. Pripeli so jo, upajoč, da bodo sponke zdržali. Na kar so jo začeli vleči na drog. Zastava se je vlekla, na kar nekdo vpraša, a smo mi zmerili to zastavo? Ne, ni bilo časa. A je mogoče, da je zastava daljša od droga? Je mogoče. In zastava se je kar vlekla in potem je, hvala Bogu, zapihal veter, kakšne 3 metre pred koncem droga je zmanjkalo in se je dvignila visoko v zrak. In je ostala tam še dolge tedne, danes je shranjena v Muzeju novejše zgodovine in takšna je zgodba o slovenski zastavi. Če bi otrokom povedali tako, bi se vedno nasmejali in bi si jo za večno zapomnili. Če ostanemo še nekoliko pri tej temi, imam tukaj eno vprašanje oziroma komentar. In sicer imam občutek, da se izobraževanje v osnovnih in srednjih šolah namerno ne poučuje o domoljubju in o osamosvojitvi. Se pravi, da mladi rod čim manj ve o teh zadevah. Se strinjate s tem, da v bistvu mladim prikrivamo stvari? Težko bi ocenila, ali gre za namerno, nenamerno. Veliko je bilo pri nas debat o tem, ali domovinsko vzgojo, ali domoljubje, kakšno vzgojo in tako naprej. Dejstvo je eno, da o teh stvareh vedo zelo malo, da jih, kot smo dobili podatke, niti pretirano ne zanimajo. In če bi vam nadaljevala s to anketo, ki je zelo zanimiva, ki sem vam jo citirala prej ob nastopu, ko sem rekla, polovica se je izrazila, da je ta tema ne zanima. Ko so opravili to analizo pravzaprav do konca, so bili rezultati res katastrofalni. Pa to niso bili rezultati, kjer je bilo vprašanje, kdo je bil predsednik predsedstva leta 90, pa ga je bilo treba napisati. To so bila vprašanja, kjer so bili ponujeni 3 odgovori in je bilo treba pravega zadeti. In pri tisti anketi je recimo bilo vprašanje o tem, kdo je vodil
vlado v času osamosvajanja. Na prvem mestu je bil Janez Drnovšek. 4% za njim je bil Lojze Peterle, več kot 45% jih ta niso znali odgovoriti in tako naprej. Ta anketa, ki je bila narejena na populaciji srednješolcev, je dejansko pokazala vse pasti, kaj pomenijo prve večstrankarske volitve, v čem je bil pravzaprav njihova zgodovinska vrednost, zelo slabi podatki. Edino, kar so dosti dobro obvladali, je, o čem smo odločali na plebiscitu 23. decembra 1990. To so pa v glavnem kar obkrožali v 2/3 pravilno samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Tako da, kot sem prej rekla, ne mislim, da je treba tako kot nekoč v nekdanji Jugoslaviji, ko smo dejansko na nek način bili precej za tem duhom bratstva, enotnosti, samoupravnega socializma in tako naprej indoktriniranja, ampak vendarle ne smemo iti pa v drugo skrajnost, da nekih stvari, ki so za domoljubje, domovinsko zavest, za nas Slovence kot nacijo pomembne, da so pa nekako v šolskih programih tako na obrobju. To pa gotovo se mi ne zdi dobro. Pa ko ste ravno povedali zgodbo o zastavi, eno izmed vprašanj je bilo tudi, na predavanju ste povedali, da vi ne izobešate slovenske zastave. In zakaj je temu tako? Živimo v Repnah pri Vodicah in živimo ob cesti. Parcela je velika 300 kvadratnih metrov in na parceli je električni drog. In na ta električni drog občina ob vseh državnih praznikih obesi zastave. In je bilo vprašanje, ali jo zdaj naj obešamo tudi mi. In potem sem jaz rekla, da jo bomo obešali, ko bomo pri umetnem kovaču naročili držalo za zastavo in ko bo zastava lepo plapolala z balkona, da ne bomo kar tako grdo zatikali za eno okno. In po 8 letih življenja v tem kraju zdaj prihaja do konca meseca k nam kovač za ograjo in bo seboj prinesel tudi ta nastavek za zastavo, tako da letos 23. decembra bo pa res vesela. Naslednje vprašanje je, kaj lahko kot posameznik naredim za dvig domoljubja, narodne zavesti v svojem okolju in med mladimi? Veliko je narejenega že s tem, če svojim potomcem znamo razložiti tiste stvari, ki jih šola ne da. Jaz pravzaprav mislim, da dokler imate še vi vsi spomin na te dogodke, vendarle nosite sabo nek spomin. Znate razložiti, ko so bile pa prve demokratične volitve, veš, sem pa jaz šel tudi volit. Ko je bil pa plebiscit, sem pa jaz tudi imel tisti listek in sem mogel obkrožiti za ali pa proti. In ko je bila proslava, veš, mi nismo iz Ljubljane, smo imeli v naši občini proslavo in sem tam pel v zboru in sem nekaj naredil. Jaz mislim, da za svoje izkustvene ravni lahko tudi mi kot starši veliko povemo tem našim otrokom, ne glede na to, ali to slišijo v šoli ali ne. Letos je bila 20-letnica, pa ne da vsak nekako kovač svojo malho hvali, ampak vendarle na televiziji Slovenija imamo kakšnih 5-6 filmov narejenih dokaj poljudno, iz katerih se vendarle lahko izvejo ti glavni poudarki na poti v našo samostojnost. Morebiti so današnji nadebudni dijaki in učenci bolj dovzetni za kakšne filme, DVD posnetke in tako naprej. Pokažite jim, pogovarjajte se z njimi o tem. Pri nas doma je tako, da je sin star 17 let, mislim, da je imel že 2 referata v šoli na to temo, enkrat prve vlade, enkrat pa konca Jugoslavije. Večkrat me kaj vpraša, večkrat mu poskušam na način zastave te stvari povedati, ampak to ne zato, ker sem jaz zgodovinarka, ampak jaz mislim, da
Dokler pač nek izobraževalni proces ne opravi svoje funkcije, tako kot bi bilo treba, smo starši tisti prvi in najpomembnejši vzgojitelji, ki moramo pač to opraviti na mesto učiteljev in šol. In mislim, da to zmorete, da imate to v spominu in da to lahko. Hvala. Zdaj pa naslednje vprašanje. Bomo prešli na pojem slovenskega naroda nekako. Kaj mislite o nekontroliranem masovnem prihodu Albancev, Kitajcev in ljudi iz bivše Jugoslavije? Ali mislite, da je slovenski narod ogrožen? Jaz bi bila tu zelo kratka, pa jedrnata. Slovenski narod je šel v zgodovini čez take preizkušnje, obkrožen z tako močnimi sosedi, pa je vzdržal v svoji kulturni samobitnosti. In tako kot je zapisal že v prejšnjem stoletju naš pisatelj, kakor ne more koristiti narodu najboljši vladar, mu ne more škoditi niti najslabši, če je narod sam v sebi zdrav. Jaz za to naše zdravje namreč kar prepričana. Na predavanju ste govorili o 5 osebah. In tukaj je ena izjava, ki se navezuje na to. Jaz v slovenskem prostoru ne vidim nobene karizmatične osebnosti, v smislu vodenja in vnaprejšnjega predvidevanja. Slovence je strah takšnih osebnosti, zato je klima takšna, da se pojav karizmatikov prepreči. Karizmatik je nevaren, ker ima načela. Je tako? Tu gre bolj za vprašanje, se mi zdi, kakšen imaš pristop, kakšna je tvoja filozofija. Ali rečeš, v tej mlakuži ne vidim nobenega kamenčka, na katerega bi stopil, ali se miselno vendarle soočaš z nekaterimi posamezniki in si rečeš, tale človek je pa zanimiv, ta ima vizijo in se mi zdi, da je prepričljiv, da razmišlja modro, da razmišlja tako, kot je mojemu miselnemu horizontu blizu. In jaz te teme danes nisem zastavila kar tako. Meni se dejansko zdi to pomembno. Viharji bodo pretresali ne samo Slovence, očitno tudi bistveno močnejše narode, ampak naša državna zgodovina je tako kratka. Slovenci smo imeli svojo polno državnost 13 let, od leta 1991 do leta 2004, ko smo vstopili v Evropsko skupnost. In takrat smo začeli prenašati del suverenosti na neko bruselsko birokracijo. To se ne da primerjati z državami, ki že desetletja, da ne rečemo stoletja, taborijo v tem evropskem prostoru in so svojo suverenost izživele drugače kot mi, ki smo državo komaj da dobili in vstopili na novo v neko drugo skupnost. Mene osebno je izredno presenetilo, da do leta 2004 mi pravzaprav pri nas nismo imeli nobenih močnejših omembe vrednih evroskeptikov. Mi smo praktično, bi skoraj da rekli, dosegli nacionalno soglasje ob vstopanju v Evropsko skupnost. In ni bilo nobenih kritičnih pomislekov, ali smo kot narod na to pripravljeni, ali smo si morebiti svojo državo želeli tako zelo, da želimo še nekaj časa ostati zunaj tega. Ali nam je recimo kdo povedal, zakaj Švicarjem na kraj pameti ne pade, da bi šli v Evropsko unijo, pa so v srcu Evrope. Zato, ker so svojo zakonodajo že zdavnej prilagodili evropskemu redu in normalno sodelujejo v tem prostoru, ampak vendarle te odločitve, tega bega
v Evropsko unijo in odvisnosti od nekega Bruslja ne sprejemajo. Pa imajo svojo državo že, ne vem, od kdaj je Helvetska republika, zlagala bi se, če bi zdaj karkoli rekla. In jim gre dobro. In imajo švicarski frank, zaradi katerega nas zdaj glava boli, ker plačujemo tako visoke obresti, če imamo posojila v Švicari. Mi smo pač, ker smo obljubljali, da želimo v evropske integracije, ker se nam je zdelo, da bomo tam našli rešitve za neke probleme, ki jih sami nismo znali pravilno definirati, da nam bo Evropa pomagala, smo šli v to evropsko skupnost in zdaj smo tam in zdaj ugotavljamo, da recimo v šolstvu bolonski sistem ni najboljši. Zaradi tega sem prepričana, nas bo še krepko glava bolela, to, kar Bolonija dela iz naših študentov. In tako naprej. In počasi, da se vrnem k vprašanju. Jaz mislim, da vendarle ta sintagma oče naroda, imeti nekoga, ki ni nujno najvišji po funkciji v državi, če govorimo o politični funkciji, ampak ki zna takrat nekako v dilemah nagovoriti narod, da ta funkcija je pomembna. In vedno se sprašujem, ali smo v Sloveniji vse uničili. Pri nas ne moramo najti nekoga, ki ne bi, vedno je nekaj narobe. Ali davkov ne plačuje, ali se laže, ali govori o napačnih temah, ali nima odnosa do preteklosti, ali nima enega in drugega. In se mi zdi, da tako težko najdemo neke osebnosti, ki bi nas vendarle, ne vem, ne znam vam drugače povedati, kot na primeru naših odmevov. 1. decembra se spomnimo, kaj bomo imeli pa v zadnjih odmevih ob koncu leta. Zelo dober odgovor, ugledne Slovence. No, pa smo tam. 4, ki se bojo po možnosti znali pogovarjati o isti temi. A jih še nikoli nismo imeli. Potem najdemo enega režiserja, ki mu je v tistem letu uspelo in je, hvala Bogu, dober, nas dobro nagovori. Enega znanstvenika, ki je recimo otroke popeljal do vrhunskih uspehov, mislim, da v kemiji. Potem najdemo že prej omenjenega, mora biti, gospoda Boscarola in tako jih nekako iz raznih sfer srkamo skupaj. Niso pa to ljudje, ki bi bili širše prepoznavni, za katerega bi vi takoj iz ust vedeli, kdo je, zakaj se prizadeva in tako naprej. Ampak jaz osebno mislim, da bi ta neka zavest pri nas morala biti, da bi morali le poznati nekako te stebre in kdaj kaj več vprašati in da s tisto svojo preprostostjo, kolikor je zmorejo in vizijo, ki jo pač imajo, postavijo neke stvari na pravo mesto. Meni se zdi, da je ena od takih visokih moralnih avtoritet bil dr. Jože Pučnik. Ja. Ves čas, tudi potem, ko se je umaknil iz politike. Ni nastopal pogosto, ampak kadar je prišel, je navadno brez dlake na jeziku povedal tisto, kar je bilo potrebno povedati. In zato se mi zdi pomembno, da vendarle imamo te ljudi in seveda ne tiste, pri katerih polovica Slovencev ugasne in reče ne, ta pa me ne bo prepričeval. Če lahko urinem čisto eno svoje vprašanje, kaj menite, kakšno vlogo pa imajo mediji pri vsem tem? Kot novinarka se vam zdi, da lahko mediji naredijo kaj v tej smeri, da bi se celotna zadeva izboljšala, oziroma ali mediji to poslabšujejo po drugi strani? Mediji so za razmere, ki trenutno vladajo pri nas, še kako krepko soodgovorni. Z vsemi svojimi slabostmi, z vsemi svojimi površnostmi, z vsemi svojimi senzacionalizmi in rumenimi vsebinami vred. Če bi bila medijska srenja, tista, ki piše, tista, ki govori, tista, ki se pokaže, bolj izobražena, večkrat bolj široka, večkrat manj zadirčna, manj radikalna in manj, ko
vpliva, bi bile lahko razmere v naši družbi tudi drugačne. Pa vpliva, ne mislim finančno vpliva. Da ne bo napačnega vtisa. Večina naših afer ni zrasla na novinarskem zemljiku. Zrasla je na papirjih druge opcije, ki je novinarjem papirje v nasprotni opciji dala. To je daleč od raziskovalnega novinarstva. To je pristajanje na to, da nek politični nasprotnik očrni nekoga, ki je na drugem političnem polu. Jaz vedno rečem kapo dol novinarjem, ki se res grejo preiskovalno novinarstvo, ki izdajo recimo knjigo, potem pa morajo za nekaj let izginiti, ker je njihovo življenje ogroženo, če so recimo sredi 90-ih let pisali o privatizaciji in prihvatizaciji slovenskih podjetij, ampak večina slovenskega novinarstva ni taka. In zmeraj težje se bodo našli časopisi in mediji, ki bodo vendarle pomenili neko sol in bodo seveda na trgu preživeli. To je tudi pomembno vprašanje. Ker ni problem preživeti, da ne bom zdaj imenovala časopisov najbolj branega slovenskega dnevnega časopisa in tako naprej. Če vsak dan na prvi strani objaviš pač črno kroniko. Problem je preživeti takrat, kadar odpiraš prave teme, tiste, ki so boleče za družbo kot tako, ki so boleče za politiko in to ne glede na to, kdo vlada in kdo je na oblasti. Tako da sem jaz do razmer v slovenskih medijih, bi rekla, kar kritična, da ne govorim o 2 novinarskih združenjih, to je pa posebna zgodba o stanovskih organizacijah. Vidite vlogo slovenske cerkve pri ohranjevanju slovenstva in zagotavljanju narodovega preživetja? Težko vprašanje. No, zdaj smo pa tam. Ne morem se strinjati s pavšalnimi napadi na rimokatoliško cerkev in na odrekanje njeni legitimnosti, ko gre za vprašanje vključevanja v debate, ki se vijejo danes v naši družbi tukaj in zdaj, češ, ne, tudi vi ste v privatizaciji odigrali svojo vlogo, poglejte Mariborsko škofijo, češ ne nam govoriti o moralni izprijenosti, ko vendar vemo, kaj se tudi v cerkvah po svetu in na kar ni imuna tudi slovenska cerkev dogaja. Ta pavšalizem pride seveda danes zelo prav in ne da se ga kar za eno roko odpraviti in reči, ni res, mi nismo taki, mi smo drugačni in tako naprej. Jaz se večkrat, ko razmišljam o naši cerkvi, sprašujem eno. Zakaj nas danes ne zna nagovoriti drugače? Kam je danes odšla? Duhovniki so bili včasih cvet narodove inteligence, poleg učiteljev, recimo. Zakaj se danes naše cerkve praznijo? Mi smo družba, ki je v krizi, ko se hlepi po nekih vizijah, idealih, rešitvah in tako naprej. Kje je tisti manko v cerkvi, da ne nagovarja Slovencev bolj, da v času krize ne drvijo bolj k njej, k premislekom, k vsemu tistemu, a je kaj z liturgijo narobe, ali je kaj narobe z vključevanjem ljudi, ki živijo po cerkvah naših duhovnikov slovenskih, ali se oni ne znajo pravilno odzivati. Danes, ko sem se peljala proti teološki fakulteti, sem se spraševala, ali teološka fakulteta naredi dovolj, da danes duhovnike pripravi na to, kako raznovrstno živijo slovenski ljudje danes, od Ljubljane do, ne vem, Goričkega,
ali jih pripravi na vse te izzive, kakšne probleme bodo našli med Slovenci in kje naj jim pomagamo. Danes ljudje ogromno iščejo neko roko, na katero bi se oprli. Vsi ne morejo k psihiatrom in psihologom. Potrebujejo pa pogovor. Včasih jih doma ne slišimo. Včasih so hodili največkrat k župniku, v samostane, tam so iskali pomoč, izobraževanje, vedenje, znanje, knjige. In si zastavljamo vprašanje vloge cerkve danes. Jaz morebiti nimam najbolj pravega vtisa, morebiti stvari najbolj dobro ne poznam. Ampak želela bi si več njene prisotnosti v nagovarjanju, recimo sploh mladih. Moja osebna izkušnja je, da sem reševala v 3. razredu v katekizmu z sinom neko veroučno nalogo. In moram reči, res se opravičujem, ker to rečem danes tukaj brez zamere. Kolikor sem kritična do šolskih učbenikov, sem kritična tudi do učbenikov za verouk. V 3. razredu otroka učiti o Svetem Duhu, ki je tako abstraktna zadeva in od njega terjati neke odgovore, ki jih mulc pri 9 letih ni sposoben dojeti. Namesto, da bi se cerkev približala mladim drugače, z drugačnimi zgodbami, s poznavanjem Svetega pisma na drug način. Da če nekdo reče, da je ljulka pri pšenici, da ljudje vejo, kaj je to, da poznajo zgodbe, da rečejo, da te je nekdo izgnal kot tiste farizeje iz templa, da razume prispodobe, da ve, o čem je bila beseda. Vse obredja in teh stvari, ki izvirajo iz krščanstva, jim doma vendarle damo. Ampak jaz sem si zaželela, takrat, ko sem čutila odpor pri tem mojem sinu, da bi reševal te naloge, zaželela sem si, da bi vsej cerkev stopala nekoliko bolj naprej, posodabljala te svoje knjige in jih znala pritegniti. In ta pomislek o tem prepoznavanju trenutka, približevanju ljudem, nudenjem podpore, tudi psihološke in neke odprtosti, ta občutek jaz osebno še zmeraj malo pogrešam in mislim, da je tu neka velika luknja ali pa velika priložnost, ali bo pa morebiti izgubljena priložnost. Vem, da veliko ljudi tava in išče te stvari, ampak nisem prepričana, da jih vedno najdejo tudi, kar zadeva našo cerkev. Žal, moram odkrito povedati. Naslednje vprašanje je, da danes živimo precej bolje, kot smo pred 20 leti ali več leti. Standard je boljši, vse se dobi, mi pa govorimo o ekonomski krizi. Zakaj ne bi držala trditev, da je cel svet prišel v krizo duha? Ali morda ne živimo preko svojih zmožnosti? Kaj menite nam? Mislim, da to drži. Živimo prek svojih zmožnosti. Vsi živimo na kredit, vsi živimo na up. V glavnem, poslovanje z kreditom za 20 ali pa 25 let naprej je postalo pri nas običajna praksa. Ampak kaj pa je v osnovi posedovati in imeti nekaj, kar še nisi zaslužil? Imeti nekaj, česar nisi še mogel plačati in posedovati to. In če se svetovno gospodarstvo vrti v tem ciklu, če dejansko Kitajska pravzaprav je zdaj, da rečemo tako, največji kreditodajalec praktično na svetu, pa vemo, kako živi kitajski človek in tako naprej. Lahko rečemo, seveda lahko rečemo, v Sloveniji je nekaterim ljudem standard bistveno padel, ampak še zmeraj je neko povprečje, ki zmore z nekimi sredstvi
kolikor toliko solidno preživeti, ampak danes vsi govorijo o tem, najpomembnejši del krize je kriza vrednot. To definirajo, ampak potem pa ne gremo naprej, kakšne vrednote pa bomo postavili. A smo si v slovenski družbi edini, kaj je vrednota? Zakaj tako zelo odmeva, ko se objavi lestvica 100 najbolj zaslužnih Slovencev? Kdo je v Sloveniji v tem letu recimo zaslužil največ? Pa so našteti menedžerji, kakšno premoženje imajo. Hočem reči, ko je treba postaviti nekaj na novo, ravno včeraj se mi je zgodilo, da sem gostila neko dekle, ki se je pridružila protestnikom pred Ljubljansko borzo. In sem brala njihove izjave in jih poslušala in so rekli, vztrajali bomo do konca. In na preprosto vprašanje, kaj pa je konec? Kje je konec? Ni bilo konkretnega odgovora. Ne želijo iti na volitve, ne marajo naše predstavniške demokracije. Demokracijo si predstavljajo tako, da imaš idejo, da vstaneš, jo poveš in ti drugi sledijo. Ta demokracija v skupnosti 30 ljudi mora biti funkcionira. Kako jo razpet na 2-milijonsko skupnost Slovencev, na to ni bilo odgovora. Lahko je reči, svet je v krizi, gospodarski, finančni, kapitalizem je v krizi, ampak ko je treba poiskati odgovor, verjetno ni odgovor v šotorenju pred Ljubljansko borzo. Odgovor je v nekem novem modelu. Kakšnem? Tega odgovora pa ne poznam. Ga ne ponujajo ne protestniki v Newyorškem parku, ga ne ponujajo ne protestniki pred našo borzo, ga zaenkrat še ni nihče učinkovito ponudil v knjigah, ki bi jih prebrali in vedeli, kako ravnati. Ga tudi v naši volilni kampanji, predpostavljam, ne bo nihče ponudil, ker je to vprašanje verjetno globjega svetovnega premisleka, sploh o tem, kam bo šlo človeštvo in kaj želi in s kakšnimi temelji se bo postavilo in živelo naprej. V prihajajoči združeni Evropi bomo morda izgubili finančno neodvisnost. Česa pa po vaše ne bi smeli izgubiti? Jezika. Jezik je bil tisti, ki nas je reševal, ko so hoteli skupna jedra, pa se je pojavil tisti zdravi odpor in so kulturniki rekli ne. Jezik je bil tisti, ki nas sploh kot neko skupnost zaznamuje. In vprašanje naše trdnosti in opornosti je, in verjetno tudi neke železne discipline, kako dolgo nas bo jezik tako odločno zaznamoval. Včasih se sprašujem, zakaj se več starejših ljudi že zaradi svojih vnukov ne uči računalniškega jezika. Ne gre na Skype in se za svojimi vnuki, ki pač nekje živijo, pogovarja zvečer ob 8 uri. In sem ugotovila, da predstavljajo silne težave. Page down, page up. Ctrl+C+, delete, enter, desktop. 60, 70, 80-letnikom izrazoslovje, ki smo ga osvojili z računalniškim jezikom, predstavlja težavo. Oni želijo vedeti za namizje, za potrdi, za zbriši, premakni se gor, premakni se dol. In tako dobivamo na nek način umetno, tudi zaradi tega, ker se ne poglobimo dovolj v slovenski jezik, v naše tipkovnice. Ne vem, zakaj se pri nas ne morejo prodajati tipkovnice samo za slovenskim izrazoslovjem na tipkah. Tako dobivamo neko kategorijo ljudi, ki imajo odpor do računalništva,
in ki bodo čez čas postali drugorazredni državljani. Vi danes, če hočete zvedeti, koliko kazenskih točk ste si prislužili v prometu, to opravite po spletu. Račune lahko plačujete po spletu. Če pa spleta ne obvladate in računalniške tehnologije, boste pa hodili peš in boste morali napisati pismo na pravosodno ministrstvo, ali mi lahko poveste, ali imam kaj kazenskih točk, ga odnesti na pošto, kupiti znamko. To, kar vi naredite od doma v 2 minutah, bo neka gospa, ki računalništva ne obvlada, in bo to vzelo kar nekaj časa. In če je bila iztočnica jezik, mislim, da je tu, kolikor imamo zapisano zakonodajno stvari, še kar v redu, je pa praksa in neizvajanje in nekontroliranje zakona pravzaprav. Dr. Janez Dular ve o tem veliko povedati, ko se jezi nad vsemi stori, ki kraljujejo po Čopovi ulici, ker smo praktično na slovenske izraze pozabili. Da ne govorim recimo o tem, kar bolj v naši hiši se pogovarjamo doma, o slovenski glasbi. Prerekanje o tem, ali bomo napisali 10, 20, 25%, ko že vsi naprej vemo, da bodo to slovensko glasbo tako ali tako vrteli od polnoči do 4 zjutraj, ker je sicer angleška glasba in tuja glasba bolj poslušana. To so vse stvari, ki so vezane na jezik, pa kjer bi vendarle, če ne gre drugače, pač država za svojo regulativo morala stvari predpisati, pa naj bi je to nekaterim komercialnim postajam všeč ali pa ne. Če bi bilo 50-50, mene ne bi nič motilo. Verjetno bi s tem spodbujali slovenske glasbenike, krepili slovensko kulturo. Mi smo se pa ustavili tam pri vprašanju, boljš da ne, ker so tako ali tako radijske postaje toliko samo odgovorne, da bodo že same vrtele to slovensko glasbo. Pa na to samo odgovornost še kar čakamo. Pri krepitvi slovenstva na nek način imajo veliko vlogo tudi politiki. In tukaj je naslednje vprašanje, na kakšen način bi spodbudili politike, da bi delovali in mislili bolj državotvorno? Če bi jaz poznala ta odgovor. Saj na nek način se velikokrat medijski pritisk izrazi v tem, da na koncu le nekdo vendarle potegne črto in reče, narejena je bila napaka, odhajam in tako naprej. Samo iniciativno se to redko dogaja. Jaz primerjam tamle primer našega znanega borca za slovenski jezik na avstrijskem Koroškem, ki so ga, mislim, da 2 ali 3 mesece nazaj dobili avstrijski policisti s preveliko mero alkohola v krvi. Drugi dan je sklical tiskovno konferenco, se vsem opravičil, povedal, da mu je žal. Pri nas besede, oprostite, zmotil sem se, našim politikom grejo tako težko z jezikom. Pa ne vem zakaj. Mi imamo neke komunikacijske šole ali pa tuje vaditelje, ki učijo to našo bodočo politično elito, kako nikoli ne smejo priznati napak. Ne popustiti, če je treba govoriti kar čez sogovornika in Bog ne daj kdaj reči, tega nismo storili prav in napake ne bomo več ponavljali. Smo se iz tega kaj naučili. Jaz osebno ne bi znala zdaj našteti 5 politikov, ki so zmogli reči, bila je napaka, popravili jo bomo. Pri nas tega preprosto ni slišati. Pa ne vem, ali smo Slovenci res tako trmasti in nepopustljivi, da ne bi znali razumeti, da vsak od nas dela napak in da jih lahko naredi tudi politik in da bomo znali to oprostiti
pozabiti ali pa celo vrlino, da je nekdo priznal, da je naredil narobe in da poskuša napako popraviti, na prihodnjih volitvah nagraditi. Mi nenehno poslušamo, da mi nismo ničesar naredili narobe, da je vse bilo določeno že v prejšnjem mandatu in da pravzaprav mi dosledno izvajamo to, kar smo zapisali v koalicijski pogodbi, kar narekuje zakon in to, kar mislimo, da je prav. In tudi danes, ko je verjetno treba potegniti neko črto in realno orisati stanje v državi, se še soočamo s poskusi, ko marsikje kar cvetijo rožice in ni neke pripravljenosti na realno oceno stanja. Jaz mislim, da je ravno obratno, da znamo razumeti, da se je nekdo zmotil, da znamo presoditi, kako težek je nek delikt, kako težka je bila napaka, ki se je zgodila in da Slovenci pravzaprav nismo tako zelo neodpustljivi in nepopustljivi. Samo naša elita bi morala spoznati, da je včasih bolje stvari priznati, kot pa jih tajiti in se delati nevedne in neodgovorne in nič krive in valiti na druge. Tudi naslednje. Tudi naslednje vprašanje se nanaša še nekako na politiko in sicer na reforme. Na nek način smo Slovenci razdrobljen narod tudi v tem, da nismo sprejeli teh reform. Ali bi bila rešitev v tem, da bi je rešitev v reformah, no? Da bi, če bi sprejeli reforme, bi potem to se pokazalo tudi na katerih drugih področjih, recimo konkretno na bolj povezanem slovenskem narodu. Zdaj, en handicap je gotovo nocoj tukaj to, da smo se na teh Nikodemovih večerih zbrali v času, ko v državi poteka volilna kampanja in ko sem jaz voditeljica ene od volilnih oddaj in ko pravzaprav težko konkretno odgovarjam na te stvari, ne da bi požela nek očitek v službi, da pravzaprav ravnam narobe in da se politično izrekam in izjašnjujem v času volilne kampanje in zato nekako na to vprašanje težko odgovorim, ampak jaz imam malo do besede reforme, imam malo zadržka, ker meni se zdi, da smo mi skozi v enih reformah. V vsakem mandatu smo imeli neke reforme, bolj uspešne, manj uspešne. Verjetno se bomo o pokojninski, ki se spreminja povsod po Evropi, tudi Slovenci mogli slej ko prej pogovoriti, pa še o kakšni drugi. Hvala. Naslednje vprašanje oziroma pomislek je, ali bi Slovenci bolj cenili zgodovinski proces osamosvojitve, če bi se zgodovina odvila drugače, da bi plačali višjo ceno, kot na primer naši južni sosedje. To je pa eno zelo, zelo večer bomo ob spoznavanju osamosvojitvenih procesov odkrivali, kakšen predznak dajemo Slovenci domoljubju. V slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda domoljubja definirana kot ljubezen do doma, eno izmed vprašanj, na katerega bomo iskali odgovor, je, ali Slovenci... In na eni od ladij je stala žena nekdanjega hrvaškega zunanjega ministra. Prišli so tako kot v tistih filmih piratskih pohodov. Ne damo niti pedi, niti kaplje našega morja in tako naprej. Kam je pravzaprav šla zaradi te dolge domovinske vojne in prizadevanj potem, da vendarle strnejo svoje ozemlje na Hrvaškem, kako drugačen odnos do hrvaške zemlje, do domovine imajo Hrvati v primerjavi za Slovenci. Jaz mislim, da je delno odgovor skrit v tem, da je hrvaška vojna terjala ogromno žrtev, da je bila dolgotrajna, da imajo seveda tudi težave, tako kot v vseh vojnah, danes z zločinci in da ko jih predajajo Hagu, se ta zavest, da oni so se vendarle borili za pravo stvar, pri njih še dodatno krepi. Mi smo pa na drugi strani imeli
10-dnevni spopad, za katerega so v Beogradu rekli, da je bila to neka operetna stvar in ki je terjal 65 življenj na obeh stranih. Manj, hvala Bogu, na strani slovenskih teritorialcev, miličnikov, civilistov in tujcev, kot na strani Jugoslovanske ljudske armade, ampak mislim, da bi bila ta poenostavitev, da samo zaradi tega, ker so Hrvati pač dlje časa si bojevali to svoje ognjišče kot Slovenci, da bi bila ta poenostavitev vendarle malenkost prehuda. Je treba iskati tudi v odnosu, ki ga je ta naša novo nastala država vzpostavljala do slovenske države. Jaz sem to poskušala ponazoriti za vsem tistim, kar sem prej govorila, gnoj je zlato in zlato je gnoj, in za vsem tem, kako smo mi navzven manifestirali to slavje ob rojstnem dnevu naše države. Jaz mislim, da smo tle marsikaj, bom rekla, zamudili, delali narobe, nismo znali počastiti, dvigniti tega našega slovenstva. Nenazadnje se imamo iz česa napajati. Imamo bogato zgodovino, izredno bogato. Imamo bogato kulturo, bogat jezik, svoj jezik. In v podtonu mi je ta teza poznana. Večkrat se primerja naša domovinska, domoljubna zavest s Hrvaško, ampak jaz je ne bi zgolj. Morajo biti še kakšni drugi razlogi, ki krepijo to bit nacionalno, ne samo čas in ta prizadevanja in ta vojna. Tako bi rekla. Hvala. Naslednje vprašanje se navezuje na vaše predavanje in sicer na trgovinske police. Kje vidite možne rešitve za slovensko kmetijstvo, da gospodinja ne bo več oklevala pri nakupu slovenskih izdelkov? Kje so tiste največje ovire? Jaz vam lahko zelo pošteno povem, kako sama razmišljam kot gospodinja tudi. Težko vam pa govorim tako. Bila sem zelo presenečena, ko sem prebrala, kako odločno je kmetijski minister Židan nasprotoval prodaji na Kapolje. Na nek način ekonomisti pravijo, da se pač firme morajo prodati, da banke rabijo denar in tako naprej. Ampak kmetijski minister je bil zelo, zelo jasen. To bo vplivalo na našo prehrambeno verigo, toliko in toliko dobaviteljev bo obdelo, bo ob kruh. Kaj pa pomeni, da je dobavitelj ob kruh? To pomeni, da zapre svoj zelenjavni vrt, ker recimo ne more več dostavljati na police. To pomeni, da začnemo obdelovati manj. To pomeni, da postajamo bolj soodvisni, da kupujemo in pospešujemo kmetijstvo drugih držav, tistih, iz katerih pač uvažamo, tistih, kateri trgovci imajo v Sloveniji pač svoje trgovine in predvsem skrbijo za to, da svoje blago k nam pripeljajo, ne da bodo krepili naše dobavitelje in naše proizvajalce. Moja osebna odločitev je bila, ko se bodo stvari drastično spremenile, ko bom opazila, da ne morem določenih stvari več kupovati tako, kot je to bilo doslej, da bom poiskala oskrbno kmetijo. Oskrbovala se bom od nekega kmeta, s katerim se bom naprej dogovorila, kakšne imamo potrebe, kaj bi kdaj vzeli, in bo ta gospod pač namesto nas posadil in pripravil tisto, kar potrebujemo. S tem bom pomagala njemu in imela tudi zase občutek, da sem storila nekaj za to, da bomo obdelovali to zemljo in da bomo pač imeli nekoga, za katerega vemo, kaj je zraslo, kako je zraslo, in da nekomu pri nas pomagamo, ne nekomu drugemu. Naslednja obiskovalka vas prosi za komentar. In sicer, odnos do naše osamosvojitve in samostojne Slovenije sem konkretno doživela na
v primeru novega slovenskega filma V šoku. Pred predvajanjem filma so nas pozdravili tovarišice in tovariši. Film sam je ena sama jugonostalgija. Tega ob 20-letnici države res nisem pričakovala. Če bo šlo tako naprej, bi se najraje preselila k Slovencem v Argentini. Tam vedo, kaj je domoljubje. Prosim za nekaj. Ja. Stara resnica je, da tisti, ki živijo zunaj, slovenstvo čutijo globje, bolj in drugače, kot ga čutimo mi doma. Jaz osebno sem se največ slovenskih pesmi naučila v jugoslovanskem društvu Triglav v Ulmu. Moj oče je ekonomski emigrant, odšel je s trebuhom za kruhom iz Štajerske, ker ni dobil dela v Nemčijo in tam živel. Čez počitnice sem ga obiskovala in v soboto in nedeljo smo obvezno odšli takrat še v jugoslovanski klub. Reklo se mu je Triglav, v njem so se pa zbirali, ne vem kako je bilo to razdeljeno, ampak v glavnem samo Slovenci. In tam se je pač, kot rečemo, pilo, jedlo in pelo slovenske pesmi. Tam sem se jaz naučila Lipa zelenela je, Pojdem na Štajersko in druge pesmi. Tudi take, ki jih niti doma nisem nikoli več kasneje slišala. Slovenija je domovina moja, tega nikoli ne pozabi sinko moj in tako naprej. In sem gledala pogosto očeta. Kako je nekako bil solzen, ko je pel te pesmi in sem razumela, da ko se vrnem k nam domov, to slovenstvo, to skupnost, ki jo živimo, ne doživljamo tako kot tisti, ki je nimajo. Kot tisti, ki pač živijo v Ulmu in tam preživljajo svoje življenje do upokojitve, dokler se ne vrnejo. In zato razumem, kaj hoče gospa povedati, ko reče, bi se najraje preselila v Argentino. Nekoč mi je gospa Marija Ahačič-Polak, gotovo jo poznate, rekla, jaz bom večno imela spomin na mojo mamo, bila je sobota, ona je zavezala ruto, dala gor stare slovenske plošče, ki si jih je še prenesla in tako smo mi to doživljali in peli in se veselili slovensko glasbo in tako naprej. Zdaj pa ta naš današnji trenutek, jugonostalgija. Glejte, imamo Stožice in Zdravko Čolik bo razprodal svoj koncert. Letos je umrl gospod Lojze Slak. Dajmo počakati, pa dajmo videti, ali se mu bodo slovenski glasbeniki poklonili v Stožicah in ali bodo Stožice polne. Počasi zaključujemo. Vprašanje je bilo sicer veliko, ampak so se prekrivala med seboj in mislim, da je tudi naša gostja odlično odgovorila na vse. Mogoče še vprašanje, ki se navezuje konkretno na vaš poklic. Jaz sem sicer že prej eno vprašanje zastavila o medijih in sicer TV ima, se pravi televizija, ima še vedno velik vpliv na javno mišljenje. Ali je možno, da vi kot voditeljica vplivate, da bi bilo več domovinske zavesti? Mogoče s čim bi lahko novinarji ali voditelji bolj vplivali na to? Kako je že zapisal on Krispi na MMC-ju, naj se Rosvita in njeni osamosvojitelji nekam spokajo. Glede na to, da sem pač zgodovinarka, jaz z veseljem delam te filme, ki so povezani z zgodovino. Mislim, da jih je že 8 ali 9, ki sem jih pripravila. Poskušam recimo, ko se bližajo državni prazniki, nekako zagotoviti vendarle neke dostojne slovenske politike.
da nas malo spomnijo na tiste čase, da zagotovijo nekako prisotnost, da pridejo. Sicer je pa tako, ne, če zgodovino poznaš, potem lahko v medijih v tem smislu deluješ. Ampak danes prihajajo tudi v medije mlajše generacije novinarjev, ki o teh stvareh zelo malo vedo, ki jim je marsikaj neznanka, ki jim, ko jim rečeš, naredi feljton o naši 10-dnevni vojni, jih skoraj zadene kap. Ker se bojijo, ker nimajo pregledanega materiala, ker ne vedo, kaj naj vzamejo iz arhiva, kako naj stvari opremijo, izkustveno ne vedo nič, ker se ne spomnijo, ker so bili premajhni, v šoli niso zvedeli nič, potem pa hitijo brskati vse mogoče spletne in siceršnje vire od tistih, kar so drugi novinarji napisali, da potem nekaj prepišejo in spravijo skupaj in to potem povedo. Ne? Ta generacija, ki zdaj prihaja, ki prihaja na novo, ki so mladi, zagnani, ambiciozni, ima pravzaprav tu en velik manko, ampak upajmo, da se bodo poglobili, da bodo v tem duhu poskušali, da bodo se te stvari nekako... Je pa vzdušje tudi takšno, ne? A si predstavljate, da bi nekdo rekel, ne vem, zdaj bomo pa lahko naredimo prispevek o tem, kako nam je standard v 20 let padel, lahko naredimo prispevek o tem, koliko podjetij je v 20 letih propadlo, prispevek o tem, kako čutimo to Slovenijo, kako jo razumemo, to je pa že, kaj pa naj bi to bilo, kaj pa to je. Jaz se spomnim, je bilo 3 leta po osamosvojitvi, pa sem itak bila še sama in sem vesela na televiziji skozi in so rekli, daj pejt po Tromostovju pa naredi eno anketo, zdaj je 26. je praznik, pa naj ljudje povedo, kako se praznik imenuje in česa se spominjamo. In se jaz tam ustavim na trgu. Oprostite, kaj je bilo pa 26. decembra pred 3 leti, pa kako se ta praznik imenuje? Ja, gospa, Štefanovo, ne? In tega Štefanovega je bilo zelo, zelo veliko. Tistih, ki so vedeli povedati, da se pa spominjamo plebiscita, pa zelo, zelo malo. Najlepše se vam zahvaljujem za izčrpne odgovore. Lahko še en aplavz, prosim. Hvala vam za to, da imate zanimanje za te teme in da